Živijo. Dan 22. Današnja meditacija je bila polna odporov. Izgubljal sem zavest, nikakor nisem uspel v miru dihati. In na koncu sem prijetno zaspal oziroma preskočil precejšnji del meditacije. Mislim pa, da sem nezavedno vse navdihal. Fino bi bilo, če bi imel koga, da bi me vodil, da bi me spomnil, naj se vrnem k dihanju. Vsekakor pa je vprašanje, če bi mi tudi to pomagalo, ker so mi odpori govorili, da vse delam narobe in v resnici so me pripeljali do take zmedenosti, da sem se ves čas ukvarjal s čiščenjem dihalnih poti in urejanjem pričeske. Se pravi, ves čas sem čakal na to, da bom pripravljen pravilno dihati, kar je seveda iluzija in nima nobenega smisla. Dihaš zelo enostavno, tako ves čas dihamo. Ta ritem meditacije diha je namenjen le temu, da nam pomaga ohranjati zavedanje. No, to, kar mi danes ni najbolj uspelo, ohranjati zavedanje, ampak ker gre za celjenje, ni nič narobe, če je pot trnova in naporna. Ni treba, da je naporna, ampak danes je majčkeno bila. Mi je pa uspelo pol na konec, tik pred koncem, se prebuditi v zavedanje. In začutil sem svojo vibracijo, vrnil sem se k dihu in v zadnjem delu, v tej fazi celjenja, ko dihaš naravno, sem lahko lepo vibriral in čutil celjenje, kako se vrši. Ugotovitev današnja, precej pomembna zame verjetno, je ta, da sem zelo resen in da tudi meditacijo jemljem zelo resno. Ta resnost je povezana s tem, da čutim ogromno breme in odgovornost v tem življenju, da moram vse zelo dobro narediti, biti perfekten in da me je strah, če mi bo uspel najti vse, kar iščem, če poenostavim. No, in tako kot počnem meditacijo, tako počnem vse v življenju. To je vedno tako. In jutri bom poskusil prenesti več zavedanja v to in ustvariti namero za bolj lahkotno, za več lahkotnosti. V bistvu bom začel že kar zdajle takoj. Več samoljubezni in lahkotnosti in igrivosti, ni treba, da je težko, ni treba, da je resno. Tako, za danes toliko. Se vidimo jutri.